Danes ga pa dogaja na športnem programu. Ful pozabim gledati zimske športe. Doma smo vedno pač imeli kaj prškano in sem gledala. Tako da sem se zdaj spomnila, da bom imela zadnji prškano, pa bom brala malo. Je sobota in jo imam fraj, tako da večinoma ne bom delala nič. Mogoče bom pol montirala, da bo pol drug teden lažje, ker imam več planov. Kaj bomo skuhali, šli na sprehod, v trgovino bom šla po fetu, pa paradižnik, ker bi si rada spet omako naredila. Ko daš v pečico, vse pa je ful enostavno, zraven si bom pa še mogoče piščance spekla. V glavnem, fajn dan bo. Zdaj te 3 dni še moram izkoristiti mrzlo zimo, pač sneženo zimo. Preden se stopi se, ker bo bolj toplo pol drug teden. Na Koroškem je pa nasulo snega po noči. Tu pa ni bil. Tako da ja, preživite en lep dan z mano. Najedla sem se, zdaj si bom pa naredila kavo in šla sestavljati puzle. Mika, se pripravljaš na igro ti, ali kaj? No, smo agresivni. Jaz govorim tukaj. Nohte sem ji postrigla. Ne vem, kaj si jih toliko brusi. Čakam še, da Nika prej odskoči. Aj zdaj. Dajmo. You can do this. Prav. Nika je rekla, not even close. Prav. Kurjo kožo imam. Evo, keks, kava, puzli čakajo. Jaz pomagati mi. Ja? Pridi. Ja, ti si moja pomagajcica. Come on, soft, turn the key and cool her off. This a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat. Evo, sem kar nekaj naredila, cel rob imam, razen ena mi manjka tu. Tako da ja, malo sem povezala te stvari, zdaj pa delam bolj na tem zgornjem delu. Spodnega sem pa prišparala za prenos v živo, ker je lažje na spodnjem delu delati. Je pa ja, ta del mogoče malo težji, ker je dosti teh enih in istih stvari pa barv, ampak mislim, da bo kar ok. Sem se odločila, da grem kar na Šmarno, ker sem pogledala na kamere in kaže, da je sonce, ker sicer moram kar iti se obleči pa iti, da ga še vlovim, ker tukaj je totalna megla. In tudi, če grem na sprehod, pač nimam razgleda, tako da grem reč na Šmarno, pa mogoče jutri ne grem, glede na to, da je nedela, pa bojo verjetno vsi zun, pa grem jutri reč tukaj na navaden sprehod, tako da gremo se preobleči, pa gremo na Šmarno. Sem že na vlaki, vroče. Danes je pa kar v bistvu stopljeno in drekasto, ampak je ful bolj spolsko, ko je let. Da imam spet dereze, ker eno derezo sem zgubila, ampak nimam pojma, kje. Zgubila sem derezo in šla zdaj nazaj, ampak ne bi pa glih pol poti šla zdaj nazaj, da jo najdem. Tako da bom pač šla po te strmi pol navzdol, pa upam, da jo vidim na poti. Mislim, da preden bom jaz na vrhu, se bo že skrilo
Zdaj pa na vrhu. Ful hitro hodim in sem nenormalno zadihana. Da ujamem zadnji kanček sončnega zahoda. V bistvu bilo skar lepše videti gore obsijane soncem iz Šmarne, ampak odločitve so bile sprejete. Pa en drug dan. Someday I will see the whole deal through. Today I've got better things to do. Okay. Zdaj pa lov za derezo. Zdi fajn, da je tema že skoraj. Ampak ja, tukaj itak še ni. To sem že bila malo bolj dol nekje, je moglo biti. Tu sem že hodila, sam to je težko, ker je črna. Vse korenine izgledajo črne meni. Ja, edino, če blisko se prižgem. Oja, nisem najdla dereze. Če je kdo da na vejo, je čisto možno, da sem spregledala, ker pač je tema in sem si samo pač bolj kot ne po tleh svetla, malo sem okoli, ampak ja, če najdem po svetlem, če ne, pač ne. Nekak niso te idealne, ker to vleza in se bi slejko prej to zgodilo. Zdaj grem pa v trgovino, pa domov hrano narediti. Ok, dajmo, Mika, boš poskenirala vse. Ej, Mika, Mika. Pip. Pip. Ok, da vam na hitro pokažem, kaj sem vzela v Šparu. Ta vrečka se mi je ful zadopadla. Da sem si vzela 2 zirokoli, eno malo mleko, paradajz za današnji recept, nekaj ste tak že videli, 2 bučke, 3 korenčke, feta sir, pomaranče. Dolgem cajtu sem si vzela Insilatissime Toskana. Tam je najljubša, ampak je tak nenormalno drago, ampak je bilo danes tak 50% off, tako da je bilo 3 evra pa še nekaj, 3,70, no. Kaj ti? A si lačna ali se hočeš stiskati, nam čist? Ja, to je to, zdaj moram pa nekaj skuhati, lačna sem. Največje mučenje je kuhati lačen, ampak na srečo je ta recept dosti enostavn. Edino Mika se mi dere v glavo, ker rabi pozornost. A bi jamala? Gre mamat. Ja. Ej. Evo, vse je pripravljeno, piščanca bom v ponvi popekla, seveda makarone na eni točki skuhala, najprej pa gre to v pečico. Frišno stuširana. Mika mi je pomagala, sote se perejo. Zdaj pa gremo nadaljevati kuhati. Kaj bi oblekla to? Udi. Tiši zelo. Tam sem pa celo dala čebulo in česen svež. Pa še začimbe, ker sem imela voljo in čas.
Edino, kar sem pozabila, je malo bazilike dodati, tako da jo bom zdaj. Sem sicer dodala tiste provencial začimbe, ampak čisto malo. Za dodaten okus, ker se mi zdi, da paše temu mediteranskemu. Oziroma, ono grško sem tudi pozabila. Ok, se nima veze. Mislim, da vseeno okusno. Mogoče sem malo preveč makaronov skuhala, ampak je že kar je. Probali vseeno nekako zmešati. Minki, kaj je? Poglej. Čudovito. Sem pa tudi že pripravila sadje, da imam za sladico. Fajn bom imela za jutro ostanke, tako da ne bo treba kuhati. Čakaj, da vzamem to švilico. Pride, Miki. Dobro jutro, jaz sem že imela zgodne jutro in sem montirala, ker imam jutro pa v sredo druge plane, pa ne bi rada bila pod stresom. Zdaj sem se pa najedla, bom počakala, da se poleže in gremo na pohod na Šmarno. Danes je še zadnji tak mrzl dan, preden da se po mojem sneg začne topiti in sonce je, tako da definitivno treba izkoristiti. Gore bojo danes po moje božanske in ja. Bar ni odprt v ponedeljkih, ampak sem že itak spila svoj kavo, tako da bomo samo uživali v razgledih. Mislite, da mi rata derezo najti? Danes bi bilo kar fajn med dereze, ampak ne bomo ene vzela. Upam, da mi ne bo žal. Bomo šli bolj počasi, pa previdno. Na eni tretjini poti sem, pa mi še noben ni prišel ne nasproti, pa ne odzadaj. Čisto sama. Itak pač ponedeljek je, ampak vseeno. Fajn, se ne pritožujem. Na polovici poti, prvi mimo idoči, dereze še ni. Vlada je pa kdo odnesel gor na vrh, pa je med onimi izgubljeno najdeno. Ne vem, če to sploh imajo na vrhu, bom videla, ampak danes je zaprto, tako da no. Tako sem jaz upala, da bo moja dereza nekje na veji čakala, ampak ni. Tukaj pa, zdaj, kjer sem pa zdaj, pa mislim, da je že lokacija, kjer sem jaz ugotovila, da je nimam. Tako da je to. Zdaj, ali je nekdo vzel, mogoče gre na vrh neso, ali pa je padla nekam dol čez breg. Ni vez, nima veze. Mimogrede sem šla še v trgovino po eno stvar, oziroma dve, pardon. Malo več sem nabrala. Šta se mi jogurta z granolo in bananami. Pa so imeli pa še znižane te ameriške borovnice. Tako da danes bom sigurno to na eni točki jedla. Solato sem kupila. Imam rada te tortiglioni obliko testeni. Pol sem kupila eno papriko, ker bom danes spet delala to zelenjavo, ko zadnjič. Tako bolj kitajsko, pa zraven bom naredila tofu, pa malo piščanca imam še spečenega, tako da bo taka mešanica. Pol sem se vzela te ene kekse brez sladkorja, jaz jih kar kot granolo tudi uporabim, ker ponavadi ima granola ful cukra in to nima in je vseeno pač dobro in sladko. To si že kupujem 3 tedne, pa vedno pozabim, vaniljovo aromo. Pol sem kupila eno koruzo, oziroma pakirano 3. Te obešanke so bile poceni. Vedno si tako težko najdem eno obešanko, ko je v redu, pa da se drži na moje vece školki. No, bom, da bo takaj boljš. Končno sem se spomnila kupiti droži. Če ne veste, v Šparu imajo te droži, lahko kupiš. Sicer ne vem, kako deluje, ampak ja, ni kvas, ampak je posušen droži, tako da bomo sprobali sigurno enkrat. Jaz vam lahko cel recept kruha pokažem, sam problem je, ker nimate drožja, ne, in da narediš močen drožji, traja lahko tudi mesece.
načeloma teden, dva, ampak ne bo tako močen, tako da to je dobra, hitra ideja. Mislim, da je to, ja. Dajmo pripraviti hrano. Najprej bom tofu odprla, ker ga hočem marinirati malenkost. Vse je pripravljeno, sem še narežem, pa začnemo kuhati. V danem plani, ob enih imam prenos v živo in nekje do 5. Probam moram iti bolj kot ne na bus, ker grem na hokejsko tekmo z Goco in se mi pridruži na busu. Gremo malo prej, da se še malo pomenimo, preden da gremo v dvorano. Ful se veselim, prvič se spomnite, ko sem bila takrat, je bila otvoritev sezone, je bilo ful dobro, tako da bomo videli, kako bo danes, ko je pač malo manj, po moje folka, ne vem, no vse ne vem, mlada pa ni. In danes igra Ljubljana Olimpija z Jesenicami, tako da je. Bo po moje kar zanimivo. Takrat, če se spomnite, so z Avstrijci igrali, tako da danes ne bomo peli Auf Wiedersehen. Najedla sem se, spravila sem se, zdaj pa še imam pol ure, da bom po moje montirala video. Ful sem ponosna, ker sem ga včeraj že toliko zmontirala, v bistvu 28 minut. Zdaj bom pa še nadaljevala, kakor imam cajta. Tukaj imam outfit za pol za na hokejsko tekmo, zraven bom imela pa še tisto karirasto jopo v bistvu. Pa itak bom tudi bundo imela. Bom pa slikala danes po dolgem cajtu na ta les. Smisla, da bom eno staro sliko nadaljevala, pa mi ni všeč več. Ker je kar nekaj let nazaj bilo, tako da bom jo mogla ali popraviti ali pa čisto na novo začeti. Tako da danes bom slikala na ta les nekaj bolj zasneženega. Na les je malo težko slikati, ker je ful upije barv, poleg tega tam ima neko razpoko, ampak se mi zdi, da bo to zanimivo izgledalo zaradi razpoke. Tako da ja, bom videli, kaj nastane oziroma koliko bom sploh uspela danes narediti. Jaz sem klih končala. 4 ure kasneje. Na hitro bom to tunino zadevo pojedla in pol moram iti počasi na bus, preoblečem se in grem. Moj hokej outfit, razen čevlje, moj go-to,
Vzela si bom pa še ono karierasto jakno, kot sem rekla. Gremo. Imam pa tu moje stvari za ustnice, ker imam tako suhe. Jaz sem si šal šla kupiti, ker sem pravi navijač. Seveda pa bomo razglasili najigralca tekme. Šal sem si kupila, tako da mogla še na kako tekmo iti. Sem rekla, do 20 plačam. Zdaj moram pa zmešati drožji, ker bi rada jutr, pojutrašnji kruh pekla. Malo sem si zagrela nudle, pa to jem pa z Miko se ljubima, ker čist nori. Ti vam okrasi. Želamo graričiti. Dobro jutro. Avto ni bil v uporabi 3 dni, a se bo požgal. Bomo videli zdaj. Easy. Malo sem se sekirala, priznam. Ampak vse good, še šit ne rabim mrdati, ker je rih pol stopinje. Drugače pa grem na brunch z Nino, za drugo. Ura je pa 8. Gigi, poglej. Poglej na to. Gigi, wow! Koliko so pa tebe po ful gledal? Gigi, wow, kako si lepa. Gigi! Jaz sem prišla iz branča, fajn je bilo, bile smo v Kamniku mimogrede in smo se nagovorile, najedle. Zdaj pa sem glih ob 12 prišla nazaj na parkirišče v svoj avto in je bil cajt za karte za Bruno Marsa. In moje mesto v vrsti je 62.000, oziroma 62,700, ne vem kaj, v glavnem, skoraj 63.000, jaz sem bila na vrsti. Zdaj je že padlo na 59.000, tako da, ne vem, bomo videli, kaj bo. In to je tak pre-sale, torej predprodaja. Upajmo, zdaj grem pa v Mr. Peta, pa v Hofra, pa domov pa dokončati video in tak naprej in pa imam fraj dan, tako da. Nič stresnega, razen še dobro, da imam fraj dan, da lahko čakam na te karte brez nekih motečih dejavnikov. Gremo zdaj Miki hrano kupiti. Zdaj sem šla v Hofer in sem se spomnila, da jutri kuham in sploh nisem pomislila na stvari, ki jih rabim za jutri, tako da, ja.
In sem se tudi spomnila, da sem jaz z Decathlonu naročila lopato, ker sem termasta in sem hodila ono penasto lopato, tako da bom zdaj 2 imela, tako da če grem s kom kdaj sesankat, imam 2, ampak ja, ona je boljš za prenos, da ne maham z ono modro lopato okol, če grem na kak hribček pa to, tako da grem zdaj tja po njo. Razmišljam, če bi šla še v Ikejo, glede na to, da grem BTC, ko sem zanj hodila itva, nisem imela cajta, danes ga pa imam, no razen pač vlog moram dokončati, ampak koliko ne dokončam, tako da nema. Evo, dobila sem to lopato, pač ful je rumena, ampak ja, lahko jo zvijem. In je zabašem v ruzak. Tako da, ja, zdaj pač sneg se počasi topi, upam, da bo ga še kaj. Sicer, če grem kam bolj v hribe, itak več snega, ampak ja, sem se vesela. Pa za drugo leto. Ful mi je všeč v bistvu tak malo cottage, bolj domačno, čeprav ta zelena je kar zanimiva, ampak vseeno lepa. S temi lesenimi detajli. Milaj. Ful lepe knjižne police. Very cute. Všeč mi je, da je tak barva, mislim, bela pa les, ali pa dobro ta zelena pa les, tudi lepo pride. Ta koncept je tudi dober, si predstavljaš, da imaš tako okno. Sicer ne bi imela glih pogled na mesto, ampak ja, vidim, da ta zelena je kar zdaj in. Sem pa pač še enkrat probala in tako malo ga... Dobro jutro, ura je natanko 8. Zbudila sem se na malenkost čez 7 oziroma Mika me je zbudila, pa itak sem pa pripravljena, da ostanem. Začela sem že montirati video. Ena stvar, ki sem jo še hodila reči, sproti se spomnim, kaj bi rada spremenila to leto, in ena stvar je ta, da malo prej začnem montirati videa, ne na tisti dan, ko ga objavim. Kar se mi zdi, da sem že začela delati v zadnjih nekih mesecih, sem kar pridna glede tega, ampak bi rada še bolj bila, torej ne, da sem en dan prej začnem, ampak tak, da pomale montiram vsak dan in pol na koncu se mi ne zdi, da sem 7 ur sedela za računalnikom naenkrat. Tiste dne, ko vlog objavim, recimo, da jih imam fraj, kao da ne live streamam, porabim cel dan za vlog in nimam fraj dneva nikoli, tako da to je tudi en cilj, da vsak dan pomale montiram, če manjkaj seveda, zdaj ker dobro snemam, tako da imam za naprej, oziroma tudi vedno, ko končam vlog, mi še ostane materijal, ampak ne morem enourne vloge delati. Grejem pečico in bomo kruh dali peči. Včeraj sem ga ne bom delala, ampak to tek počes in vse sem delala čist ne po pravilih, tako da bomo videli, če bo sploh ok. Ali ne, ampak ne, kar bo pa bo. Torej, zakaj ni bil po pravilih, je, ker sem ga v bistvu samo 2-krat naredila potegni, prepogni, pa še to tek z ful zamikom. In pol sem ga ful predolgo imela na pultu in je preveč vzhodo in pol ponavadi je tako bolj zbit kruh zaradi tega. Zaenkrat gleda v redu, ampak dokler se ne speče, ne veš nikoli. Ne vem, kako bo to sploh izpadlo, ali bo cel razpadel, ali ka. Nisem še prišla do točke, da bi znala narediti tako, da ne čist pokne. Večja hidracija sem, nikoli ne veš čist. Ok, kar lep kruhek je napihnjen, mislim, da bo čist cool. Ni en izmed boljših, ampak verjamem, da bo dober. Evo, uro pa pol sem montirala, zdaj pa je nagrada stavljanje puzlov. Hvala, mala.
Ja. Prav. Ti pa ne moreš sama biti, veš, 1 meter smo bile na razen, 1 meter. Veš? Ti si tak mecek. Če me držiš kot pijan z plota. Jaz sem se odločila, da grem na en navaden sprehod. Po ravnem že dolgo nisem šla, sneg je bolj kot nestopen. Lih toliko, da je packa, ampak to mora biti ta vmesni stadij. Edino, kar še moram narediti, je, da grem po mleko. Si me umazal. Si me umazal. Vidi. Kaj pa ješ? To pa ni za jesti. Kaj se dogaja? Jaz sem se spravila in namazala, pojedla 3 kivije, pa pomarančo, še vedno jem. Hodila sem malo pojedla glede knjig. Letos bi rada prebrala 2 knjigi na mesec, ni pa zdaj ono nujno, da se ne bom silila nekaj. Torej, prva knjiga letos je prebrana, začela sem jo, mislim, da glih okoli novega leta in bolj prečerašnjem sem jo končala. Hannah Gray's Icebreaker, kot sem rekla, to je 18+, tako da definitivno 18+. Meni je bilo ok, ni bilo pa ono, da sem komaj čakala, da jo spet berem, ne, vsakič, ko sem nehala brati, sem mnogo komaj čakam, da imela spet cajt brati, ni bilo tega, tako da nam da mi neki, rečemo, 7 od 10. Ok, torej gre se o drsalki in o hokejskem igralcu, ki greta od tega, da sta bolj kot ne tekmovalna sovražnika malo v to, da se pač zaljubita in pač voli nekih preprek vmes in tako naprej. Se mi zdi, da je mogoče bolj primerno za mlajše 18+, ampak mlajše odrasle. Sicer ene stvari so se mi glede na to, kako so te ljudje stari zdele malo odrasle, oziroma tak se mi ni zdelo, da bi glih 21-letni lahko tak razmišljal, ko so v tej knjigi, ampak tako malo preveč zrelo mogoče. Tako da ja, jaz sem vseeno uživala, pa mi je bilo cool, ampak nič posebnega, bom rekla. Potem sem si pa kupila 2 nove knjige, ena je Haunting Adeline, če se spomnite, sem lani tak cajt brala prvo knjigo, torej serija 2 knjig je. Jaz nisem imela pojma, kaj je to. In sem videla, sem ima ful ocen, dobre ocene in reviewe.
in haunting se sliši tako, ne, duhovi, neki crime, ne vem kaj. No, tudi ta je 18+, to je pač ena izmed teh smrt knjig, ampak ta ima sigurno malo bolj globoko, bolj zanimivo zgodbo, bom rekla, in ja, ni to poudarek na 18+ zadevah. Tako da ja, glede na to, da nisem vedela, v kaj se spuščam, sem bila vseeno, no, ok, mislim, nič narobe, ampak tako nisem tega pričakovala. Tako da zdaj drugo knjigo hočem prebrati, da zaključim, pa tudi tako malo, bom rekla, konc je bil cliffhanger, da si kao zdaj naprej. Ampak razmišljam, da bi najprej prebrala eno kriminalko od Fride McFadden, ona je mimogrede napisala to Hišno pomočnico, ki je zdaj v kino, ki meni osebno niti ne vem, kaj je bilo, ampak ful njenih knjig sem prebrala in sem je bile ful fajn in sem padla not. Ta Hišna pomočnica sem se ful matrala, na začetku sem jo nehala, sem jo brala, pa sem jo nehala, pa sem šla spet nazaj, ker sem ok, ful ima dobre ocene, najboljša izmed njenih knjig, jo bom prebrala. In moram reči, fajn je, ampak ne vem, kaj je bilo, ne, toliko stvari vpliva na to, ti v knjiga všeč ali ne, in meni pač ta Hišna pomočnica proti drugim njenim knjigam ni nekako potegnila. Tako da sem se odločila, da bi zdaj spet eno kriminalko vmes malo prebrala, pa te njene so tako dosti lahkotne in berljive, tako da vzela sem si Do Not Disturb in sicer torej psihološki thriller o ženski, ki je svojega moža ubila v samoobrambi in pol zbeži in pol ostane ujeta v snežni nevihti v enem motelu, kjer sta pač mož pa žena tako malo čudna tam in ful je nekih skrivnosti, ne vem kaj. Tako da nisem še začela brati, to je pač taka hitra obnova in ja, tako sem rekla, da vam malo kak review povem, čeprav jaz ful ne znam tega delati, pa nisem neki ful bralec še. Te so bolj take, bom rekla, TikTok knjige, kar sem jih zdaj brala, priznam, ampak važno, da me not potegne, da lahko berem, pa bomo pa še kaj, mogoče kakšne druge stvari raziskovali, no. Da vam pa še 7 minut do streama. Se vidimo pol. In zdaj sem šla v zobozdravniku. Torej, jaz sem mogla danes iti na Koroško, ker sem imela zobozdravnika, malo sem pozabila, če iskreno povem, in sem dobila 2 dni nazaj SMS, in sem fuck, in jaz grem že čez en teden spet domov, tako da sem sam v zobozdravniku prišla. In zdaj grem nazaj v Ljubljano. Počutim se, malo sem umazana, malo sem krvava po moje. Počutim se dobro, fajn je imeti zrihtane zobe, jaz ful rada grem v zobozdravnika, problem je samo, da ga imam na Koroškem in pač. Jaz sem nazaj in vse je že pripravljeno, zrihtala sem se, kot vidite, tu sem se že prej pripravila, bolj ko ne, še eno kavo si delam. Špagete imam zvagane, da jih pol skuham, ker sem od mame prinesla polivko. Berem to knjigo in sem obsedena z njo, ful je berljiva, ful jo hitro berem, ampak me je strah. In preden pa sem šla spat, sem mogla malo iti na TikTok, da me ni bilo strah pred spanjem. Tako da zdaj čez dan sem jo probala brati, ker sem lahko pač po 10 minut tu pa tam. In sem že v bistvu 30% v knjigi, je pa bolj kratka, ampak vseeno rabila sem eno tako tipično, rekla, kriminalko, thriller. Mika se je v omaro dala. Mi pa bomo zdaj časi začeli. Evajn, ja. Pozabila sem vam pokazati, brat mi je to za noge nabavo in bom v bistvu zdaj prvič probala, ker jaz imam pač kratke noge in fulkrat mi dol pritiskajo na stol preveč ali pa jih imam bolj tak skrčene skozi in ni najbolj fajn. Tako da imam podporo za noge in je ful fajn, ful mi je všeč, ker je tako široka, da če hočem biti bolj tak in mehka je. Špageti bolognese. Evo, tukaj pa tudi napredujemo, če koga zanima. Malo je senca od laptopa, ampak tu spod vidite, da je že skoraj konc. Sploh ta stran. Mika čaka, da jaz neham kolovratiti okoli. Pridem zdaj, Mika. Koma čakam, da berem knjigo, se stisnem v Miko, ampak vem, da me bo strah. Še prej pa me seveda čaka hrana. Kako sem lačna. Missing someone